Prav lepo pozdravljeni v že 4. oddaji Knapovske zgodbe. Tokrat v studiu ne gostimo moškega, ampak 2 ženski, ki sta še kako povezani tudi z rudarstvom. Z nami v studiu sta Irina Pinter ter Vesna Baloh. Govorili bomo o Knapovščini, pa mogoče, Irina, čisto na začetku, kako se vi spominjate tistih otroških let, takrat, ko je bilo Zasavje, pa tudi Trbovlje, kjer ste živeli, še zelo zaznamovano s Knapovščino, vsem tistim, kar sodi zraven? Jaz se prav dobro spominjam Žabje vasi, tam sta živela mama pa ata, tudi jaz pa malo kasneje z njima, ne. To se dobro spominjam. Spominjam se tudi Ribnika, ne. Glede na to, da nisem tukaj stara, no je bila že Knapovščina takrat kar v razponu. Ko sem začela delati, se dobro spominjam, da nas je bilo, ne vem, 6.000 ali 7.000 zaposlenih, ne, ko sem začela delati. Pač pa se je pa tu začel upadati, se ni več zaposlovali. Tega se najbolj v bistvu spominjam, no. Pa tistih, v bistvu, če si šel gor malo po Žabji vas, po Einzeri, ne, je bil še tisti tak čist drugačen vzdušje, ne, videl si tam vagončke, videl si knape, ne. Iz dimnikov se je kadilo po premogu. Ja, točno tako. Taka črna drva so bila, ko so jih žagali, sekali. Zdaj pa tega pač ni več. Zdaj pa ni, ne? Ja. Kaj pa vaše sorodstvo? Ste imeli sorodnike, ki so bili povezani z rudarstvom? Ja, moj dedo je v jam umrl, ne, ga je mašina povozila, to je bilo sicer 50. leta, ko še tu ni bilo toliko vse skup mehaniziran, se je ko mi bolj razvijali. Pa oče je bil tudi knap, ne. Tudi. Oče je bil tudi knap, ja. Je kdaj kaj pripovedoval o teh svojih knapovskih uricah, ki jih je preživel pod zemljo? Ne, ker, na primer, dedo je prehmalo umrl, ga je sploh poznala nisem, ne. Z očetom pa pač tist. V bistvu prišel iz Zgornje Radgone s trebuhom za kruhom, no. Pa mislim, da je že tudi dost, ne. Takrat se je res zaposlovali in on je prišel sem in je delal jam. Sicer je tudi mama delala na rudniki, ne, samo ona ni bila, ja. Ona je bila okrepčevalnic, pa kuharca, ne, tako rekla. Trbovlčanka? Trbovlčanka, ja. Kje ste pa živeli? Saj pravim, jaz sem drugače živela na Trg revolucije, tu je stolpnica, ne. Blokovski otrok. Blokovski otrok, ja. Je bila razlika, ne? Ja, bila sta pa... Biti blokovski otrok ali pa živeti nekje na Tereziji ali pa Žabji vasi. Sigurno, ja. V Žabji vasi sem bila pa par let, no, z mamo pa z očetom. Pa smo se pa tudi preselili, ne. V bistvu boljše stanovanje, tako rekla, ne. Se kaj spomnite iz tistih časov, mogoče jedilnika, je bilo kaj drugačen kot je dan danes? Tako bom rekla, mi nikoli glih specifičen po Knapovsk nismo jedli. Funšterc pa to? Ne glih, no. Tu, da bi se glih, nismo glih, no. V Cvirkovko pa? Ne, nismo. Tu se glih ne, no. Kako ste pa vi doživljali takrat v otroških letih Knapovsko okolje? Jaz moram reči, da se pravzaprav takrat ne spomnim nič veliko, ne. Moj starata je bil nadzornik rudarski, ampak je med vojno padel kot partizan, ostali pa niso bili čist povezani z rudarstvom, ne. Tako da zrasla sem v Bloki, na Kešetovem. Od tam je bila pred Blokom je bila ena lokomotiva stara, tam smo se igrali, ampak ni bilo pa tudi direkt z rudarstvom. Od takrat se jaz rečemo najbolj spomnim samo, da sem imela težave z dihanjem, ker je bilo vse posod, so bila ta individualna kurišča, so kurili vsi in potem bronhitis, en na drug astmo. Tu je bilo od rudarstva, da se jaz spomnim, kar je negativno, ne malo, ampak sem se vseeno odločila za ta poklic. Mogoče, ko so ženske predvsem obešale perilo pa brisače ven na sušenje, je potem to lepo požveplo smrdelo. Ja, malo je imel duha, ja, ampak takrat kot otrok se tudi nisem tega glih zavedala. Nismo, ne? Ne, mi smo imeli lepo otroštvo, tako da. Kaj pa hrana je bila kaj drugačna takrat, kot danes? Predvsem, jaz se spomnim, da je moja mama kar naprej kuhala. Je bila doma? Ne, ni bila doma, ampak ne vem, mogoče so bili drugačno vajeni, ne. Za kosil je kuhala, za večer je kuhala, to je non-stop kuhala. In take močne obroke.
mi tega ne delamo več, ne, oziroma se malo izogibamo. Ste bili edini otrok v družini? Ja. Edinka, razvajena? Edinka. Ja. Razvajenka? Ja, Kdo je bil tisti, ki je bolj razvajal? Mama, oče? Ja, Kar oba. mislim, da kar oba dva. Oče je delal v Nemčiji, v bistvu sem ga videla zelo malo in mami ga je zelo malo videla. Tako da finančno me je oči, tako me je pa mami. Ste si kaj želeli? Bratca, sestrico takrat? Ja, od začetka sem si, seveda, ja. Vse si menda vsak otrok. Pa sem pa enkrat zrastla, pa v bistvu pa sem ugotovila, da vse dobrine so usmerjene na mene, pa si pa nisem več toliko, če sem iskrena. Ne. Verjetno pa je, ne, Trbovlje bistveno drugačno, kot je zdaj. Če se spomnimo samo, rudnik je v Vorengu deloval, strojna tovarna, cementarna, elektrarna, mehanika, en kup enih podjetij. Pa ni bilo tako urejeno, tudi ne nazadnje. Ne, ampak tu zjutraj se spomnim, tu so avtobusi vozili v te fabrike, vsi so imeli del in kakor je začela enkrat navzdolje, vse fabrike so postopoma zaprli. V bistvu je zdaj kar žalostno, da ni ostalo skoraj nič od te let rudarstva. Samo spomini in stare stavbe. Ja, Kako ste pa vi na to gledali? Na ta propad? Vse nekako je skupaj z rudnikom vse ugašalo. Ja, z rudnikom. Rudnik je bil v bistvu v narekovaji, bom rekla, sponzor vsega, ne? To je bilo vse povezano z rudnikom, ne? Vsa industrija je bila povezana z njim. Strojegradnja, to je bilo vse povezano, ne, z rudnikom. Ne vem, zdaj reka en peko ali pa ne vem kjer, ne. Se mi zdi, ko je rudnik, ko so se pač odločili, da so tu zapirali, kakorkoli, ali pa že prej, je šlo vse usporedno z rudnikom, ne. Bo še Trbovlje kdaj takšno? Ja, mi upamo. Svet stoji na mladih. Se je bilo treba po šolanju ali pa po osnovni šoli odločiti za nek poklic. Kaj je prevagalo, da ste se odločili za poklic, za katerega ste se? Prav, jaz sem se upisala v srednjo geološko, tu me je pač mikal, malo bolj me je mikal kot rudarstvo, ne, in sem šla pač v Ljubljano se šolati, pa tudi razmišljala sem, kar se tiče študija, da je bolj, ta geologija je bolj lahko več smeri zbereš, lahko ni bilo potrebno, da si ti točno knapno, ali ko naj rečem, ne. Pa ste šli tudi v to šolo, tudi mečken s tem, se službo bom pa verjetno dobila potem. Sigurno. Službo, skoraj si bil prepričan, da jo boš dobil in jaz tudi sem jo takoj dobila, ne. Kukor sem šolo nehala, 2 meseca sem imela počitnice in sem dobila, hvala Bogu, službo, ne. Tega se bova še dotaknila. Kako pa je bilo biti star 15 let, ne vem, ste bili v Ljubljani, ste se vozili z vlakom? Jaz sem se vozila z vlakom. Vozačica potem? Vozačica, jaz sem se vozila. To je tudi svoj čar, ne? Ja, svoj čar, zvon po vlaku. Ja, kukorkoli, no. Kadilo se je še takrat na vlakih? Ja, dobro, takrat še nisem menda kadilo, ne vem. Naskrivaj? Ne skrivaj, mogoče, nisem pa uradno. V glavnem lušni, tu je del tudi nečesa, tako rekla, no. Da greš ti zjutraj lepo na vrak, imaš tam partijo, se vsi razumejo med sabo, ne, greš pol domov, greš še nekako kavico, ne, nekako pijačko. To je imel tudi svoj čar. Čeprav nekateri so pa pogrešali, ne, tega, da bi bili pa v Ljubljani. Ja, no, jaz si nisem nikoli želela. V internatu ali pa v študentskem. Tu si pa nisem nikoli želela, ne. Nikoli? Ne. Sem imela rada Trbovlje in imam še vedno rada. Verjetno tudi doma si niso tega želeli ali pač? Ne vem, po moje ne bi bilo zadržko. Ste edinka tudi? Tudi edinka, ja. In če bi si jaz tudi razvajena? Ja, pač. Če bi si jaz... Pravijo, no, se ne vem. Če bi si jaz pač to takrat želela, bi verjetno me podprli starši. Sigurno bi podprli, ne. Sigurno. Ampak pač sem se odločila, sem se vozila. Pa to je bilo to, ne. Kaj pa pri vam prevagalo? Jaz sem se odločila za rudarstvo, pri meni je bilo pa tudi tako trenutno. Jaz sem kar pomnim, nazaj sem razmišljala, da bom šla v veterino v srednjo šolo in potem... Ste imeli doma živali? Ja, skozi sem pač imam rada, ampak pa kar naenkrat
prav zdaj se spomnim pogovora z mojim kolegom, malo starejšim, me je vprašal, kam boš pa ti šla, v katero srednjo šolo boš pa šla, sem pa rekla veterino in on je rekel dobesedno, ja, veterina, agronomija, rudarstvo, v tem je zdaj prihodnost. In jaz ne vem, kaj je bilo v glavnem ta rudarstvo, se me je tako dotaknilo, da sem se sploh niso doma vedeli, sem se upisala v rudarsko šolo, vsi so bili šokirani. In pravzaprav tudi ne vem, kaj mi je bilo, da sem se takrat tako v to usmerila. V rudarsko ampak šolo zdaj mi ni v žal Zagorje. v Zagorje, ja. Trboveljčanka v Zagorju, Ja. kako je bila sprejeta? No, ni bilo. Mislim, da so takrat v tistem obdobju bolj fantje imeli s tem težave, ker so se včasih malo pocufali med sabo, pa kaj. Pa ponavadi zaradi deklet, ne? Ja, no, to pa se mi vejo. Tako se jaz spomnim. Ja. Ja. No in za katero šolo je šlo? Kje je bila Z šola? rudarsko. Rudarsko tehnično? Srednja šola rudarske usmeritve. Se je takrat reklo, usmerjeno izobraževanje, 4-letna tehnična. In takrat, ko smo se mi upisovali, bil to deficitarni poklic. Ko smo se upisali, smo dobili v prvem letniki knjige, zvezke, svinčnike, vse so nam dali. No, štipendija je bila tudi, ampak jaz niti nisem zaprosila za njo, ker pač... Ni bilo treba. Ni bilo treba, ja, tako. Je bila težka, pa verjetno je bilo več moških, ne? Ja, takrat je bilo, ne vem, rečemo, mislim, da je bilo okrog 5 razredov, 2 tehniki, 3 poklicna. Bili so poln razredi, 30 do 35 v enem in bile smo 4 punce v vsakem letniku. S tem, da je bil pa že prva tehnična, je bila pa že 1 let pred mano, ne? In takrat je bilo pa malo več punc noter upisanih. Tako da prav veliko jih na šoli ni bilo, ne? Ne, smo kar Ste bolj bile bile. zelo cenjene potem. Ja, mogoče gor te vrhne nadstropje, smo bile same punce, je bila pa v tej stavbi čisto od spodaj gostinska šola, tam jih je bilo pa tam malo jih je več, pa bilo, tako da... tako da- Ja. Da je bilo. Pa zelo veliko je bilo na tej šoli tudi prebivalcev oziroma teh fantov iz drugih republik, ki so živeli v Kisovcu, pa mislim, da kasneje tudi v Hrastniku, v internatu. Kako ste se pa z njimi kaj spoprijateljili? Ja, z enem bolj, z drugim manj, ne. Odvisno Tako kako... kot povsem normalno. Ja. Mogoče smo jih takrat, zdaj me je mogoče kdaj tudi malo sram, ampak mogoče smo jih malo gledali po stran, podcenjevalno, ampak zdaj, ko sem stari, pa razmišljam, koliko so verjetno pretrpeli. Odtrgani od doma, Ja. pa dostikrat iz zelo revnih družin tudi. Tako je, ja, čisto drugo okolje so prišli in kaj so oni vse mogli pretrpeti pa preživeti, da so prišli sem gor, ne. Tako da... In veliko jih je tudi potem ostalo tu, ne? Ja, veliko, So spognali korenine Ja. in ustvarili družine, zdaj že tudi 3. generacija. Ja. Kdaj pa prvi stik z rudnikom? S katerim? V prvem letniku smo imeli prakso 14 dni, ampak nismo šli v jamo, ker smo bili še premladi. Potem v drugem letniku smo imeli pa 1 dan na teden prakso, smo pa že šli. S tem, da vsi, ki smo se upisali v srednjo šolo, so naredili izjemo in so nas peljali na izlet, na ekskurzijo, so nas peljali v jamo, da smo videli in... Zagorsko? Ne, v Trbovlje. Trbovlje. Ja. V šihtnih cotah, Seveda, tako kot ja. tečejo knapi. Ja, Šofece, vse so nas škornje. opremili, šofece, škorne. Marsikdo od teh mlajših sploh ne ve, kaj so šofece, ne? Lampe z akumulatorske, ki so bile težke. In samo z nogavico, brez šofec, ne? Ne gre. Smo imeli šofece. Potem skozi popravljaš nogavico. Ja, smo imeli šofece in celo punce, ki smo imeli manjše noge, škorno nam niso drugih kupili. Naprimer, jaz sem imela nogo 36 številko, škorne pa 40 in potem sem imela dvojne šofece čez pol pripognjene in v tisto nogo zavito, ne. In to, ko sem šla malo peš, to se mi je vse raznoter. To je bilo treba kar naprej popravljati. Kar naprej popravljati, pa je bil pa še kak tak hudomušen sodelavec, ko mi je kak kos gline vrgel noter, tako da so se malo zabavali, ampak nismo... Potem pa v vaši havi skupno kopanje, ne?
No, jaz se nisem. Ja. Ženske ste Nisem, imele ne, za nismo sebe imele tudi posebej. garderobo. Običajno smo se kopali v štajgerskih, pa malo so počakali, da smo šli mi naprej, ali smo pa pol počakali, v glavnem, da smo se Je tako bil fair zamenjali. play, ne? Ja, vedno. Nisem Kaj pa imela ta slabe lampa, izkušnje. ne? Pa te baterije, to je kar težko, ne? Je bilo kar težko, ja. Pa čelada, meni se zdi, da grava kar skače potem, kar sama. S cajtom se navadiš, ne? Mislim, vse to se mora tako moški kot ženska, ne, prilagoditi. Okay, kaj pa? Da veš, kako se moraš sploh, kako si moraš vse naštimati, da ti je lažje, ne. Kaj pa? Krmp pa herc? Tega pa Ni bilo. mi nismo veliko. Punce nismo veliko. Punce smo na praks, kadar smo bili v jam, večinoma smo les spravljali. Aha. Ne? Ja. Čeprav To smo tudi les kar večinoma težko, delali, nemočen. pa smo pol kakšne tiste hunte pa cickarinile, sem pa kja so nas dali. Pač za neki so nas porabili, ne. Tako da nismo kar sedele, pa Pa malčvale skozi, ne? ne. Je tudi malca je obstala do konca, mislim, da pa se je do malce preživela. Malca, ja, vse so nam pokazali, pa povedali, kako. Kam, da kakšna podganca ne pride. Ja, da ne pride. Pa je prišla kdaj? Ne. Ste kdaj videli? Ja, to pa ja. Prekmalica pa ne? Ne, jaz še ne, razen pol v zunji zdaj. V zunji zdaj, ne? Ja. Pride. Ja. V krogu bolj, ne? Ja, pride, tak simpatičen, ja. No, kdaj ste se pa vi prvič srečali z jamo? Zdaj verjetno v Ljubljani ne? Tudi? Mi smo imeli glih tako usmerjeno izobraževanje, pa sem bila na primer v Idri, jaz sem bila v Idri v srednji šoli, mislim, tu smo imeli iz leta ekskurzijo šolsko, ne? Pa bila sem v Žirovskem vrhi. Žirovski vrh, ja. Ja, pa bila sem Kaolinit, kaj je že to pa zelo ne, pri Kamniki, ja, sem bila. Tu smo bili, rečemo, tisto redno, ampak prakso samo smo pa mi imeli zavod za raziskovanje materijala ali pa geološki zavod, ne, glihko smo imeli prakso. Sam mislim, da smo imeli 3. pa 4. letnik po 2 tedna na konc, ne, da si obvezno prakso opravil, ne. Kaj pa z otroskimi jamami, kdaj prvič? Tist pa, ko sem šla v službo, Kar? Ja, to je bilo, ne vem, prvo se pravi, sem delala v laboratoriji, no, pol pa počasni geološki oddelek. In to počas po enem mesecu? Ja, ne, to je bilo po kakem letu, ja, kar po kakem letu. In kakšno delo je bilo v laboratoriju? V laboratoriju smo vzorčevali premog, rečemo. Kosi, kocke, prah, ko vem, grah, ne, tu je bil še ti sistem separacije. Tudi kalorično se je gledalo? Ja, vse. Ker mi smo imeli svoj laboratorij, tu je bilo dol prestrojen. In sem tam delala, tam so pač vzorce nosili in se je tu vzorčevali. Kalorična vrednost žvepov, papir, vlaga, vse, ne, te parametre, kar ima premog, ne. To je bilo takrat še dosti zanimivo, ker se je še prodajal premog, ne. Se pravi, pa smo pa počas po kakem leti na geološki oddelek, pa smo bile 2 punce, ne, punce ženske, in smo bolj skupaj jamo hodile, tako da smo bile v vseh jamih. Jaz sem bila vse, razen v Zagorski nisem bila, no. Kar se tiče, takrat je bil še RRPS, ne, tu so bile še vse združen smo bili, ne, in sem v vseh teh jamih bila, no, razen v Zagorski. Trbovlje, Hrastnik, Ojstro, Kanižarca, Senovo, to je bilo Laško. In zdaj še tako malce ocenite, katera vam je nekako najbolj se zdela utesnjena? Ojstro. Ja, ne vem zakaj, ni mi bilo nikoli fajn jeti, no. Nikoli, če smo že šli, mi ni bilo nikoli fajn, no. In kaj ste tam delali potem? Ja, tam smo pa šli noter, pa v bistvu bolj smo spremljali razpoke, prereze, ne, pa če so kaj vrtali, v jam so se vzorci jemali, ne, te plasti, pa smo pa ven prišli, pa smo to v profile zrisali, narisali. Za dolgo v jamo, vsak dan to? Ne, nismo vsak dan šli. No, mislim, jaz ne. Tu smo šli mogoče 2-3 na teden, smo šli. Tudi opremljene kot knapi? Ja, tako kot Vesna povedala. In kako so fantje, moški del knapov gledal na ženski del? Ja, tudi včasih je bila kakšna pripomba, ne. Kakšna glina? Ja, včasih, ne glina, glih ne, ampak so bile pripombe, no. Niso imeli rad, da so žensko jam, da to prenaša nesrečo, pa tako. Včasih smo kaj slišali, ampak ne vem, če je bilo to glih škodoželjno, je bilo bolj tako, no.
Ja. Ampak, kar se tiče škornov pa tega, pa moram, jaz sem imela zmerno svojo številko, ni bilo nič tistega, ja, da bi mi kjerke pa Da bi vas zdaj kdo poslal po kakšno utež za vas ali vago? Ne, nikoli. To pa ne? Nikoli. Ampak so včasih iskali potem Ja, tisto utež, ne? so, ampak nikoli. Podgano sem pa že tudi videla. Ja, in Ja. nič kaj prijetno, ne? Ni, ne, ampak Tako je, malco pa ni pojedla. nikoli. Ker Nikoli. mi nismo nikoli, da bi malco na sabo nosila. To v je- zunaj potem. Ja, v zunaj. Preden si šel ali pa poljk si prišel, ne. Drugače. So jo kdaj kaj takšnega ušpičili knapje? Meni? Ja, Ja, so si me tudi sposodili, ja, seveda so si me. ne, zdaj po kakšno utež za Ne, vodno to glih tehnico ne, to ne? glih ne, ampak enkrat so me pa kar fejsne hecali. Je pač na odkopi je dobili en tak mečken košček enega minerala, niti ne vem, koga je bilo. V glavnem, na velikem štuki je bil tisti mineral. In ko je prišla takratna tehnična vodja Obržanova je prišla čez odkop in so ji tisto pokazali, reka, no, ko bo Vesna prišla, pa tu obtočite, pa idejte, da ne vam prnese, ne. No, in pa, ko sem jaz prišla, so rekli, tule reka, da vam prnes, pa gleda se ne bo kaj... Celoga? Ja, pa gleda se ne kaj obtovkel. In potem sem test nesla v Einzeraufbruch. 10 kil? Ja, ko pa vem, bilo je... Kar? Meni se je zdelo, da je 100 kil. V glavnem, takrat so me pa res potegali. Pa še tako so mi rekli, a ti damo enega, da ti je pomagal. Pa prav tako je bil iniciator tega, je rekel, a se plača tudi lek sama domov njese. Potem sem trogala tisto ven. To je bilo tak. Takrat sem bila seveda jezna, zdaj sem pa vesela, da imam take smešne spomine. Se je kaj podobnega vam zgodilo kdaj? Ne, to pa ne. Ne. Seveda, vi ste tudi takoj dobili službo? Ste tudi tu najprej iskali? Ne, jaz pa nisem čisto takoj dobila, ker ko sem pač zaključila, sem potem srednjo šolo, sem se vpisala na geodezijo, ampak nisem bila tako pridna. V Ljubljano? Ja, v Ljubljano. Nisem bila tako pridna, kakor se je pričakovalo, da bom. Je bil že Rudi kriv? Mogoče pa na koncu tudi malo. No, Partner, ne? Ja, no, predvsem sama sem bila kriva. No, ker Ampak je fajn na drugega dati, ne? Ja, dobro. Rudi Barovič, ne? Ja. To. V glavnem sem se potem en let hodila v Ljubljano, ker sem ugotovila, da nisem dosti pridna in potem sem nehala in sem čakala na 2-3 mesece, da sem dobila potem prvo službo oziroma da sem vzela na šiht rudarski šolski center, je bil takrat Tost. In tam sem začela, je bil tak manjši kolektiv. Ja, najprej sem bila figurant, pripravnica, ne. Figurant, kaj je to? To so, bil je pravzaprav, delo nisem opravila, naziv je bil figurant, dela pa nisem opravila, sicer je pa tu so jamomircam ali pa tudi v zunji geodetam pomagajo pri izvajanju meritu, ne. No, v glavnem naziv sem imela prvi ta, počela sem pa vse sorte, no. Ujam sem jim, mislim, ne fizično, pomagala sem jim večinoma pri kakih meritvih, pa kaj v zunji, pri teh administrativnih delih. Posadan v jami? Od začetka ja, prva leta ja. Torej jamska leta imate potem? Neki tudi, ja. Potem sem bila pa nadzornik zračenja. Kaj pa dela nadzornik zračenja? Ja, predvsem kontrolira zrak. Kje? V vseh jaških ali je to tam na izpuhu? Kako? Ja, v bistvu v vseh prostorih, ne, v vseh... Kaj se to meri, če je dovolj kisika, če je kaj metana? Metan je treba tako skozi kontrolirati, ga ne kontrolira sam nadzornik. Pretoke zraka, temperaturo, tudi pline, tudi vzorce zraka se jemlja. Potem se predvidi, kjere naprave se bo potrebovali, koliko se bo teh ventilatorjev, koliko zračilnih cevi,
V Pa tem so se smislu. jame razlikovale ena od druge, da je bila ena bolj prezračevana, druga manj, je bilo tukaj Ja, nihanja. tudi delovišča Nekje je so bilo se- več prepiha tudi, ne? Ja, odvisno, koliko blizu je bilo, kako so bili upori, koliko blizu tega vstopnega zraka je bilo. No, tu že leta nisem delala, tu sem, ne vem, približno 5 let, naprimer, potem pa druga dela. Katera še? Potem sem pa spet bila meritve dotokov vode, kar se je jame tikalo, v zoni, ves čas sem bila tako, sem kombinirano delala, dela v jami pa dela v zoni, ne. V zoni pa v bistvu jamomernic, pri risanju kart, potem, ko so se začeli uvajati računalniki pa računalniška obdelava podatkov, sem tam delala, potem sem bila na projektiv. Zdaj nazadnje sem bila tudi v tajništvu v Hrastniku, zdaj sem pa spet nazaj v Trbovljah na uprav na tehničnem sektorju. V bistvu sem cel čas na tehničnem sektorju, en del jame, en del pa Še vedno greste v jamo? še vedno občasno, ja. Pogledati, kako je? Ja, vse, pa meritve tudi pri monitoringu sodelujem. To se bodo tudi potem upravljali, ne? Ko bo enkrat jama, Monitoring, ja. ko bo nekaj zaključena se bo zgodba z sigurno- rudarstvom. Ja, nekaj se bo sigurno moglo. Velikokrat smo se Zasavci med sabo pogovarjali, pa smo rekli, v Kisovcu je najboljši premog bil, ne? Pa je to držalo, nekako najblizu Črnega, ne? Ja, bil je pa tudi Jama Laško. Pa Jama Laško. Ja, tudi Jama Laško. Se je poznalo. Ja, Pa so ja, rekli, je da bila v Trboljah razlika. je pa veliko kamna vmes, ne? Ja, Zdaj, tu je šlo zmeram po korilnosti, tako kot sem prej povedala. Ne? Tu je šlo po korilnosti, zdaj bom tako rekla, ne vem, v Jami Laško ali pa Kisovec, ne, je imel, ne vem, 22 korilnost, ne. V tem Trbovlje pa Hrastnik pa dost manj, no, ne vem, 16, 15, manj, tiste ne. pa bolj za Dost manj. elektrarno primerno. Ja, tako bom rekla, Trbovsk premog je bil za našo elektrarno primeren, ne. Bom rekla, ko smo ga pa imeli cajt v toplarno, pa te stvari prodajali, bil pa že več problem, ne, ker je pa ni bil glih primeren, ne, je bil preveč gline imel noter, pa preveč vsega, ne. Za Drugače pa- individualna kurišča pa tudi ne, ne? So Ja, rajši tudi ne vzeli preveč, ne, če so pa kakšnega že, boljšega. ja, ima večjo korilnost, ne. Vem, da Manj smo žvepla, naročili, smo večjo rekli, korilnost. Kisoškega pripeljali. Ja, Ali pa ja. Kosovca, ne? Ki Ja, so ja, Kosovec, domov se prav. v torbah pa kakšen štuk, ne? Ja, tisto pa ne vem, jaz nisem nikoli. Malce v službo pa domov. Ne. Ja, verjetno so tudi. Tu je bilo še prej bolj aktualno. Ne, Tu- si dal tu se tudi zvečer- tako zvečer spomnim, v Šporhet, pa je še ja, zjutraj. ja, pa ja, to je bilo aktualno včasih, ja, da so kar malo Je bila še veseli. žerjavica, ni bilo treba na novo. Tam se pravi, midve smo še toliko mlade, ne, tako na Ja. rekovajih, ne, da se tega glih ne spomnim, no, da bi zdaj tam res sedem, pa rukzak, pa premog, no. Spomnim se pa še deputatom, tako rekla, no, tu smo pa dobivali, ne. Zdaj In pa če si hotel, si pač, ne, lahko če si prodal imel, tudi, ne. ja, ali pa individualno korišče, pa si za ti šel, pa si Pa dobil je bil ta premog, ne. deputat tako, da je bil za zaposlene na Za rudniku zaposlene. čisto brezplačno ali ste čez leto plačevali? Ja, neki smo, ja. Nekaj je bilo, Neki smo, čisto. ja, čist ni bilo, ne, neki smo, Mislim, no. da 3 tone 600 je. Ja, ja, je bilo, ja, tista Je bilo, karta, ne. ja. Ja. Kolm karta. so Za eno rekli, sezono ne. je bilo ja, doma, ja, pa še ja. drva so se tudi dobila. Ja, tudi, ja, tudi, ja. Vsi so nekaj žagali, sekali, Tako je bilo včasih, ne. tako je bilo. Ja. Ne? Kako je pa s plačami šlo? So bile ves čas vašega poklicnega dela na rudniku? Včasih so rekli, no, da so v jami kar precej dobre plače. Čeprav so bila obdobja, ko vem, da vsega četa poznam, da so bile slabe. Ja, seveda, varirale so. Z dodatki predvsem se je dalo zaslužiti, ne? Tisti, ki so bili na nočni, praznično službi, Ja, pa v jami ja, dodatek ja. jamski, ne? Ja, tukaj je se tu še kar, oziroma dodatki, sama osnovna plača je nizka, ne, potem pa dodatki prinesejo zraven pač, kakor komu prinesejo, ne. Zato je pa potem pokojnina, vsaj v zadnjih časih, potem zelo nizka, ne? Tisti, ki se zdaj upokojijo.
Ja. V primerjavi mislim, da v z primerjavi 10 let nazaj. Ja, da so takšne velike razlike za ista dela, ki so jih ljudje upravljali ist čas. Recimo 1000 evrov, je pa zdaj do 500, ne? Ja, so takšne velike razlike, da je to krivično. Da kar malo srce boli, ne? Ja, res. Ja, ampak žal, tako je, ne? Tako je, ja. Ampak verjetno še tega ne bi bilo, če se, ne vem, 3 leta nazaj, 2 leti nazaj ne bi... 3. Ne bi odločili knapje za stavko. Ja. Ste bili aktivni? Ste bile aktivne? Jaz nisem bila aktivna. Ne, skupne službe, strokovne službe nismo bili aktivni. Smo pa delali, ne, takrat smo mi skozi delali, ker v bistvu... Je bilo treba tudi denar iskati, ne? Je bilo treba rešitve iskati, no, tako rekla. In takrat mi smo pač te rešitve iskali, denar smo iskali, obveščali smo jih, karkoli smo delali, pretežno, no, ostali so pa... Bili zaprti v jami. Ja, Vi tudi ste bili bolj na površju? Ne, jaz nisem bila stavkokaz. Jaz sem sodelovala, sicer nisem bila v jam, ampak sem bila v zoni, spalno vrečo sem imela sabo in sem pač tam v eni pisarni se zleknila, pa sem ležala, ker mi je bilo bistveno lažje, kakor pa knapam v jam, bistveno lažje, ampak sem pa pač po svoje probala prispevati k tej skupni stvari. Zmagi, ne, na nek način. Ja. Ne vem, če je bil hrastniški rudnik, pa tudi del v Trbovljah, kdaj tako obiskan novinarsko kot v tistih 5 dnevih. Ja, verjetno res ne. Pa tudi složen zelo, no, razen mogoče posamezniki iz skupnih služb niso bili. So pa tudi kolegice iz skupnih služb štrajkale. Niso vse skupne službe denar iskale. Kako je pa z vajinima družinama? Ste si sočasno verjetno, ko ste začeli delati, ustvarili tudi družino? Je šel kdo od vajenih otrok? Mimogrede, koliko jih imate? Kdo po vajeni poti? Ne. Pa nes noben, jaz imam 2 sinova, sta že velika. Pa moža knapa? Moža nimam knapa. Moža, bom rekla, sem imela glažarja, ampak še ti zdaj ni več v steklarni, ne. Ker pač... Vse to je šlo včasih tudi skupaj. Vsaj v Hrastniku, je bil pri steklarni, ne pa v rudniku, ne? Ja, je bil steklarno, pa se je pa pač ena organizacija in je nastal Forstek, ne. Forstek ima na dolu prostore, dela Forstek veliko še za steklarno, nam tako rekla. Otroci pa ne, otroci so pa bolj, ne vem, sociologi, pa filozofi, pa ne vem, prevajalci, pa ni nobeden se. Če bi bilo mogoče še kar tak napošna, aktualna, bi mogoče tudi kjer se odločil, ne. Tako pa pač ni več aktualno, ne. Sem tudi jaz pol študij, sem pa vse prešaltala na druge, ne. In kaj ste vi dokončali potem? Jaz sem dokončala organizacijo in management informatik, sem jaz, ne, smer informatika. In tu sem v bistvu naredila takrat, ko se je rudnik začel zapirati, ne. Mogoče kak let prej, ne, ko vidiš, da... Bolj za na zalogo? Ja, ne, da tu ne gre... Ja, sigurno, ne. In tu je res čist drugače, kakor geologija, ne. In pol bolj na zalogo narediš, ja. Pa veš, da na rudniki pol res težko priješ do upokojitve, ne. In kaj je zdaj vaše delo na rudniku? Jaz sem informatik. Informatik, ja. In če to nakratko pišete, kaj to pomeni? Ja, tako, računalnika rihtamo, računalnika pomagamo uporabnikom. Tudi doma jih rihtate sami? Ne, v službi? Ne, v službi, ne. Jaz nisem sistemc, ne, to je nekaj drugega, ne. Kle pa tudi, kle se v bistvu ukvarjaš, pa se z aplikacijami ukvarjaš, ne. Tisto, kar pač rabimo, kjer jim pomagaš, ne, kakorkoli. Pa če je treba kakšno stvar na hitro, kako analizo narediti, analitiko tudi delam, ne. Bom pa tako rekla, ukvarjam se pa trenutno še z arhivom, ker pač nas je čez dalje manj, ne. Malo arhiviramo, pospravljamo, ja, dodatno delo, ne. In verjetno vsi, ki ste še na rudniku, upate nekako, da bo srečen konec, ne? Ja, da bo. Če ne drugega, saj pokojnina potem, človek, da do pokojnine pride. Imate tudi vi kaj jamskih let? Jaz imam malo, ne, pač takrat pač, ko sem hodila, imam nekaj, sem ne velik, ne, tako da jaz ne računam, da bi niti slučajno, da bi prišla v penzijo, ne, težko, ne. Vi ste malce bližje tem, ne? Pa mogoče še par besed o družini vašega moža, karateista, če se ne motim, pa potem tudi kickbokserja. Tudi takrat precej dobro poznam.
Pa hčerko imate, ne? Ja, pa hčerko imam. Knap, ni Knap, ne? Ne, ni. Kaj pa Rudi je pa bil nekaj časa Rudi je pa bil, povezan z ja, vami? on je bil v bistvu zdaj, ko se je začel tole, ko se je izkazalo, da bo z Rudnikom čezdalje slabše, oziroma situacija, da je čezdalje slabša, smo se oba dva, najprej jaz, pač odločila še za dodatno izobraževanje, ker so nam na Rudniki omogočili, ne. In sem smer komunalo še študirala, Rudi je pa potem z mano pa gradbeno smer si izbral, in potem se je eden od naju mogel, pač ker smo oba dva bila zaposlena na Rudniki, za sigurno smo se pač mogla odločiti, da eden se bo razkiral in bo šel prej Sta stran. palčko lekla? Ne, nismo, ampak pač je takšna situacija. Je džentlmen, ne? Prišla, da je on se odločil in je šla najprej v hčerinsko firmo gradbeno, no zdaj so pa oni pod hčerinska firma Rudisa. Jaz sem pa imam srečo, da sem še kar lahko članica tega kolektiva. Tudi upanje, ne, da lahko pridete s temi janskimi leti do upokojitve, jaz upam, da bom, da mi bo zneslo, zdaj bom dala zračunati, ja, in upam, da bom čist z nohtam se ujela. A Rudi pa ima tudi kaj janskih let? Ja, imel jih je, zdaj pa pač nič več, ne. Zdaj pa ne. Ja, zdaj pa nič več. Pa še malce dlje hodil v službo. Ja, je pa tudi v bistvu, mislim, problem je pri teh, ne samo pri njemu, tudi pri ostalih, ki imajo veliko let, ki so v bistvu delovne dobe bi imeli že dosti, sam star niso. Je to problem potem, ne? Ja, in bojo mogli delati še... Po svoje pa dobro, ne, da še niso toliko stari, ne? Ja, ali pa da nismo, ne? Seveda, ja. Da smo še mladi, ne? Ampak sej ni v bistvu ta penzion zato, da ne bi več delal, ker si len, ampak zato, da imaš eno socialno varnost. Jaz gledam, ker pri teh letih, pa pri tej situaciji, kakor je zdaj v Sloveniji, še mladi ne dobijo zaposlitve, mi pa še toliko težji, ker smo že v teh letih, ko smo, ne. Tako kot so pri nas v športu že nekateri ali pa nekateri pri 25 letih stare, so tam blizu 40 ali pa plus, pa že za novo službo že, ali pa za kakšno službo pa že prestare, ne. Je že problem potem, ne. Najti primerno službo. Hčerka? Hčerka je pa v kozmetično šolo hod. Kaj športa? A jaz? Ja, obe, no. Jaz bom tako rekla, zelo rada hodim, če že grem skoraj vsak dan grem malo sprehod hoditi. Na morju se več gibam, ne. Drugače pa tekme spremljam, ampak bolj s kavča, pa na tekme hodimo, zato ker sin trenira, ne. Podpiramo, ja, rokomet podpiramo, že od 8. leta on to dela, ne. Pri članih je? Ja, zdaj je pri članih že, ja, zdaj že. Trenere so zamenjali, ne? Ja. Ni več Primož Cenkar? Tako je. Lih danes zjutraj sem zvedla. Simončič Tadej. Simončič Tadej. Ja, Tadej je pa mislim, da Sionca, no. Je bil že v klubu? Ne, Tadej je letos prvič v klubu, mislim, to sezono. Bil je prej v Sioncu, v Šmartnem, mislim, da. Tudi, ja? Ja. No, sej, tudi Primož ima izkušnje, ne. Tudi Primož je prej bil v Šmartnem, ne. Tako, tudi odličen vratar. Ja, vratar je odličen, ja, tudi na Dolu. No, pa tudi na Dolu odličen vratar, nimam kaj, ja, pa na Dolu mu je res uspel, ne. Trenersko. Ja, so šli v prvo ligo, ne. Ja. Vi pa smučate, ne? Tako, samo rekreativno, ja. Nekaj poklicno, ne? Ja, seveda ne, ja. Jaz občasno po zimu malo smučam, drugače sem pa bolj za na kavč. Ne morem se glih pohvaliti, da sem kaj zelo aktivna še popoldne. Kako gledate na to ohranjanje rudarske dediščine? Zdaj nekaj je, v Zagorju je pa v Kisovcu je muzej, v Hrastniku bo verjetno tako urejeno, da se bo ves čas lahko ogledalo rove, vsaj nekaj, jaz upam, da bo tako, ne.
Kaj pa ostalo? Bo ta spomin na rudarstvo ostal? Bodo otroci ali pa vnuki vedeli, kaj se je dogajalo v teh koncih? Ja, tu bi mogli mi poskrbeti za to, da se bo vedeli. Zdaj, Ste članica Parkmandeljca? jaz sem tajnica društva v Trbovljih. Zagorsko društvo ima zaenkrat že zelo lepe uspehe, ne? Muzej in tudi druge stvari so zelo aktivne. Mi se pa tudi trudimo. Rov tudi lepo urejen, ne? Mi se tudi trudimo po najboljših močeh. Skupaj z delavskim domom tudi ta 4. Dritl. Ja, tudi pač poskušamo sodelovati v različnih prireditvih s šolam, srednja šolama, je imela letos gimnazija pa ekonomska, so imeli 1. septembra so imeli pohod po teh rudarskih objektih na to temo rudarske dediščine. Je bilo kar dober odziv in upam, da bo se še nadaljevalo to, da bojo tudi po tej poti majčkeno si otroci naš zapomnili v bistvu korenine, da bojo spoznali pa ne pozabili, ne. Pa vsak, kakor se trudi doma, pa pove svojim otrokom pa ostalim, čeprav je pa različno, kakor je kjer dovzeten, tudi od otrok mislim, ne. Je pa tako, da po mojem, tudi jaz pri sebi vidim, da ne glede na to, da sem bila cel cajt na rudniki zaposlena, zdaj na stara leta bolj cenim to, kakor sem pa mogoče pred 200 letom, ne. In da mi je več do korenin, pa do tega, kaj so naši predhodniki naredili, kaj so nam ustvarili, kakor pa takrat tega nisem znala ceniti, no. No in še nekaj je, ne, Zasavca, kar slišimo tudi v Ljubljani, ne, ko usta odpre, se predsve, da je iz Zasavja. In verjetno, ko ste vi prišli v Ljubljani kdaj v trgovino, pa ste rekli, da bi škrince, se niso vedeli, kaj bi, ne. Tudi v srednji šoli se spomnim, ko sem jaz rekla, zaprita v okn. Tu, ko živ še kar spomnim, se je cel razred smejo. Ja, pa nam so rekli, samo da je en Dolenc, pa Zasavec pa bo hecno. Kar se tiče tele rudarske dediščine, no, se pravim, jaz zdaj na arhiviranju tudi delam, ne. In vedno kaj najdem, ne, in vedno tisto pospravim, ne, in vedno pravim, tule se pa splača pospraviti, ne. Sem take stare stvari najdla, ne. Ne vem, res tiste stare zapiske, knjige, še nemške, ki so, ne vem, te šihte vodili, pa ja, to najdeš res. In tu smo vse spravili, ne. No, jaz sem zdaj nazadnje Zrušek prebral, ne, je tudi kar pozabljena knjiga, ne. Ja, dobro, se pravim, te stare stvari, to imamo mi z leta, ne vem, 1800 pa še malo, ne, to imamo vse spravljeno, ne. Zdaj delavski dom, na zadnjič, ko so dali vlogo, vsi so že nekaj okoli hodili, sem videla tudi, tu se da Orenkres sodelovati, pa če si oni želijo, pa spraviti, pa kaj narediti, ja. Ja. Tu smo zdaj res pazljivi, ko se s tem arhiviranjem, pa s tem ukvarjamo, smo res pazljivi, ne. Zdaj ne bo se pozabilo, ne? Ne, po moje ne, no, ne vem pa. Se bo še po vajenem kdaj v teh koncih šlo pod zemljo kopati premog? Nikoli ne veš, jaz pravim. Ja, odvisno od situacije. Jaz mislim, da nas je tudi politika zaprla, tako da mogoče nas bo pa kdaj odprla. Kdajkoli se kaj naredi. Verjetno pa so povezano z rentabilnostjo. Ja. Če bo rentabilno, se bo mogoče še, pa je dovolj premoga še? Ja, samo ga imamo kar globok, ne. To je pa drago, ne? Ja. Prav je tako, no. Pa nimamo elektrarne več, skoraj, da jo nimamo. Da bi pa v individualnih kuriščih spet premog kurili, pa že skoraj da znanstvena fantastika. Je pa že bolj tako, ja. In kakšne so zdaj razmere na rudniku, kakšno je vzdušje? Verjetno, ko gre nekaj k koncu, je drugače kot prej, ko je polno elana bilo.
Jaz bom tako rekla, od lanskega leta ali pa mogoče še kak let nazaj, mi grozno veliko delamo. Veliko imamo projektov, veliko imamo, vse se vidi, ne. Sanacije Ja, raznih cest, sanacij pa raznih tako. cest, razne površine, ne. In se mi zdi, če bi tu nam vse uspelo, zdaj bo še pač par razpisov, saj tu uspe, no, ne. Da se tu sanira res, pa da se te stvari pošlihtajo, hkrati jame, kakor tako normalno zaprejo, ne. Tudi ne moreš kar vse pustiti, pa pa redni monitoring, ne, kako si rekla. Je Zdi, da je. štimoga prava. Ja. Jaz sem na tehničnem sektorju, bom še enkrat povedala, in mi se na tehničnem sektorju se zelo dobro razumemo. In smo delavni in delamo na polno, tako da se trudimo, da bi pač tisto, kar je degradiranega, da bi se še, tako kot je po zakoni, da se še sanira, preden se bo pač firma čisto zaprla, ne. Je bilo kdaj kaj tega rivalstva med tehničnim sektorjem pa recimo Belo hišo, tako so nekateri rekli, ali pa med proizvodnjo pa med upravo? Ne, jaz mislim, rivalstva ne, samo mogoče se pa glih načutimo. Vse to čuti, Ja, ne? ker mi smo v bistvu letos, ne, daj ste se selila, umetnice, tisto že prej. Mi smo bili v bistvu sami, ne, strokovne službe, tu smo sami bili v teh velikih hiš, ne, in lani, no, mislim, da je bilo lani, oktobra, novembra. So se pa preselili Ja, so se pa tehniki preselili, ne. In nekaj novega. Ja, in nekaj novega, ne, pa dober sej. Zdaj je že v redu. Ja, je že v redu. Glede na to, da skupaj nekaj časa, ja, sodelujete pa v malo oddaji. rabš, ne, nekaj časa rabš, ne. Da se človek ja, navadi, da ne? se navadiš, ne. Ste kaj še družbeno aktivno? Vi ste občinska svetnica v Trbovljah. Ja. Kako to? Kaj vas je potegnilo? Tudi prej že kdaj aktivni politično? Ne, nisem bila nikoli prej, v bistvu jim tako rekla, no, ko se je pač naša zdajšnja županja odločila, mi smo jo malo podprli, bili smo zelo navdušeni, ker je vse skupaj tu zlaufali, ljudje so pozitivno sprejeli, ne, dobili smo veliko glasov in čisto rekla, je tule ratalo, ne, lista za naše Trbovlje in je. In se totalno tudi zdaj naprej trudimo, ne. In kako gledate na to prehojeno pot 2 leti in pol? Jaz mislim, da je zelo v redu, pa zelo pozitivno, da se je dosti naredilo, no. Jaz mislim, no. Sicer s pomočjo... Ženska na oblasti. Ja, s pomočjo... V moški Ja, družbi. kakorkoli. Ona je dosti ambiciozna, dosti odločna in mislim, da se je dosti naredilo, ne. Mi pa glih tako pomagamo. No pa mislim, da ima tudi na občin kar fajn tim, ne, da se to lepo dela, ne. Brez tega ne gre. Ja, sodeluje tudi verjetno, ne, z državo, tako more, z rudnikom sodelujejo, ne, in tu je treba pol, ne, pol ni druga, ne. Vas je kje zamikala kdaj politika? Ne, sploh Ne, ne. nikoli. Ne. Ne bomo vas videli kdaj sedeti v občinskih ali pa delovati v občinskih svetih. Po mojem zdajšnjem prepričanju ne, no. Mogoče pa nikoli ne ve, kaj, človek nikoli ne ve, komu bo življenje prinesel, ampak če ne bo treba, ne bom. Jaz se vama zahvaljujem za vse, kar ste povedali. Mogoče bo še kdaj priložnost, da kakšno rečemo, če pa ne, pa še enkrat hvala. Vam tudi hvala. Srečno. Hvala pa tudi vam za pozornost in tudi z moje strani srečno.